Pozdravljeni gledalke, gledalci, občani in občanke občine Gorje, kjer je potekala osrednja prireditev pred gorjanskim šotorom ob občinskem prazniku. Župan občine Gorje Peter Torkar je nocoj podelil 3 damam, ki odhajajo v pokoj, plaketo Boženi Kolman Finžgar, Jeleni Horvat iz šole Antone Janše in pa magistri Lidiji Dornik iz gimnazije Jesenice. Prav tako pa je podelil priznanje tudi predsednici Agrarne skupnosti Podhom Slavici Torkar in Branku Gomilarju, gasilcu. Vsem skupaj iskrene čestitke. Pozdravljeni, dragi Gorjanci, Slovenci, gospod župan, gospod župnik in vsi ostali naši prijatelji. V veliko čast mi je, da letošnji občinski in državni praznik praznujemo v nekoliko drugačnem ambientu. V šotoru. Včasih kdo ne upa priti na občinsko proslavo ali nima lepih oblek, mogoče ne zdrži v zaprtih dvoranah ali zgolj ne mara ljudi tako tesno okrog sebe. Zato smo letošnjo prireditev organizirali v šotoru. Prva nagrajenka, ki jo vabim na oder, je gospa Slavica Torkar. Torkar je že v mladosti aktivno sodelovala pri obdelavi kmetijske zemlje. Skrb za živino pa je bila njeno veselje. Zato je bila leta 2015 izvoljena za predsednico Agrarne skupnosti Podhom. Prav pod njenim vodstvom je delo v Agrarni skupnosti Podhom dobilo nov zalet in njene aktivnosti so namenjene skrbi za ohranitev premoženja solastnikov ter skrbi za okolje. Je aktivna članica Športnega društva Gorje, Rdečega križa, Turističnega društva Gorje, zato ji za dolgoletno uspešno delovanje v gorjanskih društvih in organizacijah podeljujemo priznanje občine Gorje. Zahvalila za prejeto priznanje. To je priznanje vseh mojih prijateljev in prijateljic, ki delamo za skupno dobro in si želim, da še naprej tako ostane. Hvala. Slavica Torkar, v občinskem prazniku občine Gorje dobivate posebno priznanje. Delate v agrarni skupnosti. Koliko časa že? 8 leto sem predsednica, drugače sem pa član že vse skozi. Kaj se v tem trenutku dogaja v vaši agrarni skupnosti? V naši agrarni skupnosti se dogaja zdaj novo preoblikovanje, po novem zakonju pripravljamo nova pravila. In to je kar velik zalogaj, ker to je vse samo udarniško, samo je pa vse pravno, pravne podlage pa. In vse to je prostovoljno? Vse to je prostovoljno, ja. In kaj vam pomeni današnjo priznanje prijeti ga od sina, ki je župan občine Gorje? Ja, mislim, presenečenje. Prvič sem bila pa sploh presenečenja, da to opazijo, ta dela, da se sploh opazijo, ampak očitno se, no. Je pa tako, da kot sam ne narediš nič, če nimaš tima pa prijateljev, da skupno to naprej delamo. Ponavadi je nekdo, ki vleče voz, ostalo je pa poj še timsko delo. Iskrene čestitke in naj vam bo v velik ponos. Hvala lepa. Druga današnja nagrajenka je gospa Lidija Dornik. Magistrica Lidija Dornik je trenutna ravnateljica gimnazije Jesenice. Tam je zaposlena od leta 1994. Sprva kot učiteljica športne vzgoje, od februarja 2003 pa kot ravnateljica. V času svojega ravnateljevanja je vse skozi skrbela, da so imeli tako zaposleni kot dijaki čim boljše pogoje dela.
Uspešnost številnih projektov, uspeh in zmage dijakov na različnih tekmovanjih ter odlične prireditve dijakov so tudi rezultat njenega velikega zaupanja v delo profesorjev in dijakov. Sodelavci so ji leta 2009 podelili zlati znak Gimnazije Jesenice. Za dolgoletno uspešno delo na Gimnaziji Jesenice ter na splošno na področju šolstva in za odlično sodelovanje z občino Lidiji Dornik ob njeni upokojitvi podeljujemo priznanje občine Gorje. Najlepša hvala županu občini Gorje nasploh za to nagrado. Jaz priznam, da jo nisem pričakovala, je pa to pač res končna zahvala, dokaz, da smo odlično sodelovali, predvsem v dobro vseh mladih Gorjancev in pa seveda dijakov naše gimnazije Gorjancev. Bili so res super dijaki. Hvala lepa. Magistra Lidija Dornik, tudi vi odhajate v pokoj in ob tem vas je občina Gorje nagradila s posebnim priznanjem. Kakšno je bilo sodelovanje z občino Gorje v vseh teh letih? Sodelovanje z občino Gorje, predvsem županom, je bilo res odlično. Vedno, kadar smo potrebovali pomoč, ne samo materialno, tudi sicer, si je našel župan čas, da so se pogovorila in poskušala najti rešitve v dobro naših dijakov in seveda hkrati tudi občanov občine Gorje. Res lahko rečem, da je bilo sodelovanje čudovito, predvsem pa, da je ta nagrada me res presenetila, ker v drugih okoljih ne opazijo, da bi dobro delala. V Gorjanci so me pa ocenili, da delam dobro. Kaj za vas pomeni to priznanje? Veliko, res veliko. Čeprav nisem ljubiteljica nekih priznanj, predvsem krečem pa eno, zdaj sem pa že toliko stara, po domače povedan, ampak res presenetil me je, ko me je župan obvestil, da so me izbrali za nagrajenko. Mi je res v veliko čast. Čestitke. Hvala lepa. Tretja današnja nagrajenka je gospa Jelena Horvat. Jelena Horvat je zaključila študij specialne pedagogike za vedenjsko in osebnostno motene učence. Leta 2005 je diplomirala na smeri socialna pedagogika in pridobila naziv univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja. S selitvijo v Radovljico leta 1994 se je zaposlila kot svetovalna delavka v osnovni šoli Antona Janše Radovljica in to delo opravljala do leta 2006. Z letom 2004 je prevzela vodenje šole. Za dolgoletno uspešno delo v osnovni šoli Antona Janše Radovljica ter na splošno na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in za odlično sodelovanje z občino Jeleni Horvat ob njeni upokojitvi podeljujemo priznanje občine Gorje. Z veliko hvaležnostjo sprejemam to priznanje ob zaključku moje delovne dobe in seveda ob tem, ko sem tudi zapustila šolo, ki jo imam neskončno rada.
Šolo sem vodila 17 let in vsa ta leta smo z občino Gorje in z občani, Gorjanci, izredno lepo sodelovali. 10 otrok prihaja iz občine Gorje v osnovno šolo. Otroci s posebnimi potrebami, ki jih moramo z največjo skrbnostjo in občutljivostjo voditi skozi njihovo otroško dobo in jih pripeljati do odraslosti. Skupaj s starši, ki so zelo skrbni in pri katerih se najbolj trudimo dobiti njihovo zaupanje. In to nam je najpomembnejše, da lahko skupaj delamo in seveda za otroke naredimo najbolje. Seveda so nas po vse te poti pripeljale do mnogih sodelovanj z občino in seveda z krajani in imam neizmerno lepe izkušnje, ki me bojo spremljale seveda zavedno, tudi seveda s tem priznanjem in verjetno se bom vsake te prireditve, izkušnje iz vsakega našega srečanja in sodelovanja vedno spominjala. Od tega, da smo pripravili tukaj koncert, dva koncerta v župnijski cerkvi, do tega, da smo si lahko ogledali, kako deluje občina, kako delujete tukaj športna in druga društva, potem kako otroci so spoznavali življenje na kmetijah, in še mnogo drugih stvari, ki smo jih počeli skupaj in jaz si samo želim, da tako ostane naprej in seveda samo dobro sodelovanje pripelje tudi te dobre uspehe. Hvala lepa. Jelena Horvat, občina Gorje vam poklanja posebno priznanje. Kaj to za vas pomeni in kakšno je bilo sploh sodelovanje z občino Gorje? Po tolikih letih, kar smo sodelovali z občino Gorje, seveda je to najprej vprašanje bilo, zakaj pa, saj smo počeli stvari, ki so naše delo, ki so del seveda našega vsakdana. Ampak potem, ko sem pa začela razmišljati o tem, kaj vse smo počeli z občino Gorje, z občani, s krajani in pa seveda učenci, ki prihajajo iz te občine, seveda je bilo toliko različnih stvari, ki imajo posebno težo v spominih in seveda tudi v srcu. Kaj za vas pomeni to priznanje posebno prav v času, ko odhajate ob upokojitvi? Pomeni eno priznanje seveda temu dolgoletnemu delu. Delali smo seveda z veliko pripadnostjo svoji ustanovi, pripadnostjo otrokom, dosegli smo velike in dobre rezultate skupaj. Vedno smo dobro sodelovali, dobro smo komunicirali, brez problema smo se dogovorili o tudi zahtevnih stvareh in to seveda potem daje tudi neko motivacijo in spodbudo, da prihajajo nove ideje, nove pobude in seveda na različnih področjih smo naredili marsikaj. Od tega, da smo sodelovali tukaj z krajani, kjer so ponudili otrokom različne izkušnje. Spoznali so delo na kmetiji, spoznali so delo v različnih obratih oziroma v delavnicah, potem kako sploh kraj funkcionira. Vedno smo bili dobrodošli sprejeti, radi smo prihajali sem v Gorje, ker smo se počutili tukaj, da smo doma. Iskrene čestitke ob tem priznanju. Hvala lepa. Božena Kolman-Finžgar je od leta 1997 direktorica knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Radovljiška knjižnica je pod njenim vodstvom dosegla izjemne rezultate. Ker je njeno delo zelo dragoceno, je Zveza bibliotekarskih društev leta 2021 podelila Čopovo diplomo. To je največje strokovno in društveno priznanje za izjemne uspehe na bibliotekarskem področju.
za dolgoletno uspešno delo v knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica in za odlično sodelovanje z občino Boženi Kolman Finžgar ob njeni upokojitvi podeljujemo plaketo občine Gorje. Spoštovani, najlepša hvala za nagrado, toplo mi je pogrela srce. Občino Gorje spremljamo vse od njenega začetka in seveda spremlja njen razvoj. Tako kot se je razvijala občina, se je razvijalo knjižničarstvo. Dobili smo novo knjižnico, predvsem pa smo in ste brali, brali, brali in brali. In tako naj ostane, kajti branje je eno od najpomembnejših znanj, veščin, ki jih lahko pridobi človek. Pomembno je tako za otroka, ki ga starši stisnejo v naročje in mu berejo pravljice vsak večer. Pomembno je za otroke, ki se učijo brati. Pomembno je, res pomembno, da se dobro naučijo brati, kajti če berejo dobro, potem nimajo učnih težav zaradi branja, predvsem pa lahko razvijajo vse svoje umske sposobnosti in postanejo del inovativne družbe, kar vsi želimo biti. Je mirno zatočišče za odrasle, lahko preberemo 1000 zgodb, potujemo v 1000 krajev, se ustavimo pri še in še dobrih, pozitivnih, opogumljajočih mislih in ne nazadnje in vse življenje je kvalitetno preživljanje prostega časa in telovadba za možgane. Zato vas ponovno, že spet in še kar, vabim v knjižnico po dobre knjige in dobro življenje. Še enkrat se vam zahvaljujem za to visoko priznanje in za vse dobro v vseh teh letih. Hvala. Božena Kolman Finžgar, tudi vi zaključujete svojo kariero v knjižnici in občina Gorje vas je opazila in nagradila s plaketo. Tako je, še enkrat se toplo zahvaljujem občini Gorje za visoko priznanje. Res sem počaščena, namreč občino Gorje sem spremljala vse od začetka in kot se je občina razvijala, se je razvijala tudi knjižnica, branje in same dobre stvari. In ste brali, brali in brali. Tako je, brali smo, brali in brali. Vsako leto sem predstavljala poročilo na občinskem svetu in vsako leto mi je bilo s ponosom povedati, da se je povprečje branja na prebivalca povečevalo. Iz leta v leto, seveda vse do covida, zdaj se ponovno povečuje in upamo, da bo ta trend, seveda, če covida ne bo, šel tudi v bodoče. Sama osebno sem prepričana, da je branje ena najpomembnejših veščin, ki jo je človeštvo usvojilo in da je v teh časih, ko so hudi, težki, knjiga lahko pribežališče, otok, kjer se ustavimo, spočijemo in malce oddaljimo od tega včasih res norega sveta. Bo plaketa dobila posebno mesto v vašem domu? Tako je, plaketa bo dobila posebno mesto. Iskrene čestitke, Božena. Najlepša hvala tudi vam. Branko Gomilar je v gasilske vrste vstopil leta 1974. V prostovoljnem gasilskem društvu Podhom so že kmalu prepoznali njegove vodstvene sposobnosti. Tako je leta 1993 postal poveljnik gasilske enote in to nalogo vestno in zavzeto opravljal do leta 2013. Od takrat dalje opravlja nalogo namestnika poveljnika operativne gasilske enote PGD Podhom. Branko Gomilar je aktiven tudi v drugih organizacijah v kraju. Tako je aktiven član Turističnega društva Gorje, Športnega društva Gorje ter Planinskega društva Gorje. Tudi za aktivnosti v teh organizacijah je Branko vedno pripravljen žrtvovati del svojega prostega časa. Za neprecenljiv prispevek na področju varstva pred požarom ter za aktivno angažiranost v krajevnih organizacijah
Branku Gomilarju podeljujemo plaketo občine Gorje. Hvala lepa za tole priznanje. Hvala vsem tistem, ki podpirate prostovoljstvo v občini in drugod. In tiste žene, ki imajo nas za može, vejo, koliko je to, koliko namenimo prostega časa za to in hvala lepa družini. Branko Gomilar, vi ste gasilec z vsem srcem, koliko časa že? Ja, pač v naš vas Podhom je tako otrok, ki je šel v šolo, 7 leti smo takrat šli v šolo, ker so šli v šolo, so tudi v gasilske vrste pristopili, to je bilo nekje samoumevno v tistem času. Tako da bo še bliža 50 let. Torej boste srečali z Abrahama tudi z gasilci? Tako je, ja, tudi gasilci. In v teh letih sem več funkcij upravljal tudi v gasilstvu. Bil sem od leta 1993 do 2013 poveljnik prostovoljnega društva Podhom, potem sem pa še vedno podpoveljnik občinskega poveljstva občine Gorje. Ste pričakovali to današnje priznanje ob občinskem prazniku vaše občine domače? Pa v bistvu ne, se to sam v bistvu, ker te pa začnejo spraševati, a bi ti to sprejel, ker moraš sprejeti, ne. Pač sem rekel, zakaj pa ne, se smo prostovoljci, smo, koliko sem že prej povedal na prireditvi, mi v bistvu dajemo svoj prosti čas za to, ne. In družine ne več vejo, koliko je tega časa. Ne samo na veselicah, tudi na intervencijah, ki so dopoldne, popoldne, po noči, v nedeljah in praznikih. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Peter Torkar, župan občine Gorje, zakaj praznujete ravno v tem času 26. svoj občinski praznik? Svoj občinski praznik praznujemo na dan državnega praznika. Z odlokom smo določili že v prvem mandatu datum, ki ga vsako leto obeležujemo tudi kot občinski praznik. Namreč radi se spominjamo osamosvojitve Slovenije in pa seveda ne nazadnje tudi osamosvojitve naše občine, ker smo se 2006 odcepili od občine Bled in smo nastali občina Gorje. Pa vendar nocoj je čas za praznovanje, predvečer in pa predvečer državnega praznika, pa vendar poglejva nekaj projektov, ki ste jih speljali skozi leto. Namreč ob vsakem prazniku se spominjamo, kaj smo od obdobja zadnjega praznovanja do danes storili. No, v tem obdobju od leta 2021 do 2022 smo storili resnično veliko. Imeli smo investicij tako v infrastrukturo kot v prenovo notranjosti vrtca in pa gradnja 3 novih učilnic, parkirišča pri osnovni šoli in pa ne nazadnje ogromno cestne infrastrukture, vodovodne, kanalizacijske, javne razsvetljave in vseh ostalih zadev. Tako da smo od praznika do praznika investirali in pa znali pridobiti nekaj več kot 6 milijonov investicijskega potencijala. Trenutno pa se odvijajo tudi velike gradnje, kot je gradnja novega mostu čez reko Radovno. 14 dni nazaj smo postavili nadomestni most. Poteka pa tudi velika gradnja, ki zahteva veliko naporov in usklajevanj. Namreč gradimo in rekonstruiramo državno cesto Spodnje Gorje Fortuna. Gre za velik projekt, torej državnih sredstev nekaj čez 1 800 000 evrov in pa občinskih 1 200 000 evrov,
kjer so vključene tudi evropska sredstva. Kot rečeno, tukaj je kar 9 komunalnih vodov pod cesto. Gre za projekt, ki bo seveda zagotavljal tudi boljšo pretočnost prometa skozi naš kraj in pa zagotavljal bo tudi varnost za pešce. Nocoj ste podelili priznanje oziroma plaketo in pa 2 priznanji damam, ki odhajajo v pokoj. Ja, kot rečeno, so bile to sodelavke, ki so bile iskrene, strokovne, konkretne, korektne in kar bojim se, kako bo naprej. Upam, da bo zamenjava in pa nadomestilo direktorovanja tako v osnovni šoli Antona Janše kot v gimnaziji Jesenice in pa v knjižnici Radovljica, ki ima tudi enoto v Gorjah, da bodo vsi, ki bodo prišli na te položaje, ohranili sodelovanje z občine Gorje, ki je bila, bom rekel, zelo na visokem nivoju. Vsem, ki pa se seveda sodelovali vsa ta leta razvoja občine Gorje in pa vseh zavodov, pa sem hvaležen, da so nam pokazali tiste prave poti, da so skrbeli za naše občanke in občane na vseh področjih in ne nazadnje skupaj smo bili velik tim uspeha in te uspehe radi delimo naokoli. Ne nazadnje smo, bom rekel, dosegli zavidljive rezultate v preverjanju znanj in pa tudi na kulturno in športnih področjih. Seveda pa ste podelili tudi 2 priznanji, eno prav vaši mami Slavici Torkar, ki je predsednica agrarne skupnosti Podhom, in pa Branku Gomilarju, ki je gasilec. No, naj se dotaknem moje mame Slavice. Gospa mama je res pozitivni človek, ki je pravzaprav v življenju posvetila veliko za humanitarno delo, veliko prostega časa je namenila obdelavi zemlje v agrarni skupnosti. No, v letu 2016 pa so jo v agrarni skupnosti, pravzaprav vaščanke in vaščani, imenovali za predsednico agrarne skupnosti in od takrat naprej pravzaprav skrbi za planino Klek, za pašnik na Vrščah in lahko rečem, da je urejen pašnik na Vrščah in planina Klek kot domači vrt ob domači hiši. Branko Gomilar kot prostovoljec, gasilec, pa lahko rečem, da je začel svojo gasilsko potjo leto preden sem se rodil. No, seveda, ko sem zrasel v fanta 7 let starega, ko sem se prijavil v gasilske vrste v prostovoljnem gasilskem društvu Podhom, pa me je Branko Gomilar prevzel kot mentor. No in Branko Gomilar mi je tudi pokazal pot prostovoljstva in pa vseh pomoči, ki jih ljudje potrebujejo. Hvala lepa za tale pogovor, iskrene čestitke vsem skupaj ob občinskem prazniku in seveda tudi ob dnevu državnosti. Najlepša hvala tudi vsem gledalkam in gledalcem. Srečno! Hvala lepa, to je to za nocoj od gorjanskih godbenikov. Se vidimo jutri pa v nedeljo. Uživajte tudi naprej v nocojšnjem večeru.